V oktobru sadimo še najprej čebulček pravzaprav. Jaz sem sama sicer bolj pristaš, da bi se tudi majski srebrnjaki, tudi za zgodnjo čebulo, mlado čebulo sajali rajši v avgustu, pa se v oktobru razsajali, se pravi presajali, ker takšna ne bo nikoli zacvetela, ne. Medtem ko tale iz čebulčka, čim je debelejši čebulček, vedno zelo rada zacveti. Jaz bi mogoče pri tem svetovala to, da bo vrsta posajen, to bo, hvala Bogu, ne, tukaj ni na poprek sajenja. Bi svetovala tako, da si vseeno ločite čebulček debelejšega, nekje od 25 mm premera in več, posadite bolj gosto skupaj, vedite, v kateri vrsti ga imate in tiste vrste začnite najprej puliti kot mlado čebulo, tistega, ki je pa manjši, ker tisti ne bo zacvetel, tistega pa lahko pol pustite tudi do polovične debeline ali pa celo do končne debeline majskega srebrnjaka, ker debelejši pa čim bo dejansko po zimi dobi dovolj mraza, no, in dejansko požene v cvet. Zdaj, če vi veste, ta bo debel, ima možnost gnati v cvet, pa ga imate bolj na gosto posajenega, da veste, kje tega se splača prvega populiti. To je pri čebuli, ne. Pa seveda naredite si na tako razdaljo, da boste spomladi lahko dali gor loke zaradi čebulne muhe. Se pravi, ne na širino iti, ker tam je težko dati loke, ampak bolj na dolžino ali pa vmes kakšno vrsto prosto, da bo se lahko tam lok vmes naredil. Pri česnu pa je zelo pomembno najprej, da ne prehitevamo. Česna res ne smemo prezgodaj saditi, ker če pride prevelik zelen v zimo, potem ga lahko mraz, kakšen tako, kot je bil že recimo tudi lani, samo 31. december, -19, je bilo dovolj, da je poškodoval rastne vršičke in je se potem namesto, da bi nastal en česen, je nastalo iz vsakega stročka, v bistvu so šli listi posebej ven, jaz temu rečem kot drobnjak, namesto kot tak, ne. Tega je bilo kar dosti ravno zaradi poškodb rastnih vršičkov, pravi, ne sme iti prevelik v zimo, mora iti pa dovolj zgodaj v zemljo, to pa moramo pozoriti, zato ni splošnega recepta, kdaj saditi, da ima vsaj 2 do 3 tedne, preden zemlja zmrzne. Jaz vem, da je to nemogoče pri nas določiti, ker ne vemo, kdaj bo, ampak to še vseeno pomeni, jaz načeloma rečem, da sta zadnji pa predzadnji teden v oktobru tista najbolj idealna tedna za sajenje, ampak za kakšne visoke nadmorske višine, ne vem, 600 metrov in več je pa verjetno še kakšen teden prej, ne. Medtem ko za primorsko pa zagotovo še kakšen teden kasneje, ne. To je zelo pomembno. Druga stvar, kar je pa tudi pomembna, je pa to, da ga razstročkamo tik preden ga sadimo. Namreč, ko mi česne razstročkamo, ko spravimo na razne stročke, takrat mi ga poškodujemo, ne, definitivno spodaj, pri tem, ko se skupaj drži, nastanejo majhne poškodbe in če ga pol imamo še dan ali pa dva nekje skupaj v neki skledi, v neki vrečki, začne gnati liste, to je marsikdo že kdaj opazil. In čim je začel gnati nadzemne dele, pomeni, da koreninski sistem bo vedno ostajal slabši. Nam je pa najbolj pomembno, da česen v jeseni požene čim močnejši, večji koreninski sistem, ker takrat bo naredil največ korenin. Sploh ni važno, da pride ven, še boljše je, če sploh ne pride še ven na prosto, ne. Tako da ga stročkamo tik pred sajenjem, pa še nekaj jaz priporočam pred sajenjem z te stročke, pa tudi čebulček namočiti v raztopino morskih alg. Teh morskih alg pod različnimi blagovnimi znamkami je danes v naših trgovinah, hvala Bogu, veliko. Morske alge zelo pozitivno vplivajo na nastanek koreninskega sistema in to si mi zdaj želimo. Spomladi bomo si želeli liste, ko se bo temperature dvignile. To je najbolj pomembno, pa absolutno ne prenaša organskih gnojil, tudi s kompostom rajši ne gnojite, ker naši komposti navadno niso dovolj prepereli, da bi bilo varno z njimi gnojiti, sploh pa ne gnoja ali pa mogoče še kakšne gnojevke, no pa gnojevke načeloma ne sodijo na vrtove, na njivah so bolj včasih uporabljene. Gre za to, da česen čim bo gnojen z organskim gnojilom, bo prej gnil, bolj bo gnil in pa predvsem bo imel slabše koreninske sisteme.